Zagotovo poznate zdravilnost smrekovih vršičkov, vendar marsikdo ne ve, da se smreka lahko uporablja kot začimba čez vso leto. Slovenci imamo srečo, ker imamo čudovito naravo. V njej najdemo cel kup okusnih sestavin. Vsi poznamo gobe in kostanj. Jaz pa bom pripravil jedi iz malo manj običajnih sestavin. Danes bomo pripravili vrhunsko glavno jed, in sicer divjačinski ragu, ki ga bomo začinili z zdrobljenimi smrekovimi iglicami. Razrezano meso na male kocke prepražimo na zelo vroči maščobi. Pražimo ga tako dolgo, da lepo karamelizira. Potem ga zalijemo najprej z rdečim vinom. Počakamo, da vino popolnoma povre. Nato zalijemo z fondom, dodamo brinove jagode, lovorjev list, pokrijemo in na nizkem ognju dušimo skoraj do mehkega. Čas dušenja je odvisen od vrste živali in starosti, ampak običajno traja med 1 in 2 uri. Medtem, ko se nam meso duši, v drugi ponvi prepražimo slanino, čebulo, zelenjavo ter gobe. Zelo fino je, da vso zelenjavo, ki imate, vedno režete na enako velike kose, ker bo potem tudi približno enako hitro se zmehčala, pa videz jedi bo bistveno boljši. Zdaj, ko je meso že skoraj gotovo, približno 10 minut še do konca dušenja, dodamo zelenjavo, ki smo jo prej spražili, začinimo z smrekovimi iglicami, dodamo še brusnični džem ter pa zgostimo z masleno kocko. Masleno kocko pripravimo tako, da zmešamo enak del masla in pa moke skupaj v gladko zmes ter zgoščujemo. Ko je jed gotova, jo serviramo v globok krožnik, posujemo jo z zajčjo detlo, ki bo dala prav poseben kiselkast priokus. Jed seveda lahko servirate tudi z kruhovimi ocmoki ali kakšno podobno prilogo. Tako, jed je gotova. Če pa razmišljate o smrekovi sladici, vam pa svetujem, da smrekove iglice date v mleko ali smetano, zavrite, kuhajte par minut, potem precedite. Nujno je, da tekočina, v kateri kuhate smreko, vsebuje maščobo, kajti eterična olja se veže samo na maščobe. Pa dober tek!